Lepo pozdravljeni, sem Andreja Novak, dobrodošli na moj kanal in tale video je namenjen preštevilnim tistim, ki ste nam pisali glede črne magije. Veliko vas je vznemiril webinar na temo črne magije, tudi naši zaščitne kartice, brezplačen video na to temo in na YouTubeu in vse povsod, kjer smo karkoli objavljali. Ste namreč nekateri zelo, kako bi rekla, panično odreagirali oziroma ste na to temo razmislili v napačno smer in našli številne ljudi, ki vam želijo škoditi, številne situacije, ki so se sprožile zaradi vpliva drugih in podobno. Glavna tematika in problem črne magije je ravno v tem, da moramo dati pozornost nazaj vase. Namreč, v vseh videih ali kakorkoli, na kakršenkoli način razlagam, da kdorkoli ima vpliv na vaše energije, na kateremkoli nivoju, zavestnem, podzavestnem, čustvenem, fizičnem, kakršnemkoli, ste vi na določeni energijskem nivoju, na določeni zavestnem ali podzavestnem stanju dali dovoljenje. Sicer se to ne bi dogajalo. Zato to ne obtožujem zdaj vas, to ne gre za kdo je kriv, ampak gre za to, da preprosto vzamete energije nazaj, da pozornost date nase in da razmišljate na temo, če sem prišel ali pa prišla na to zemljo kot svetloba, kot duša, da opravim svoje poslanstvo, da izpolnim svojo nalogo in seveda pri tem so določene ovire, določeni zemljevidi, nekam se zaletiš in pa slediš drugim in se spet zgubiš. V glavnem vsa ta dušni zemljevid, ki ga ima vsak v svojem življenju, ki ga je dobro pogledati iz vidika duše, zato vabljeni na zmenek z dušo na otok Rapen, ampak gre za to, da dejansko so energije v svetu sedaj takšne, da že ne moramo več kriviti nikogar. Ker lahko potem vse. Lahko krivimo starše za nepravilno vzgojo, za neprimerno to in drugo, nepravilno šolstvo. Vse je v krizi, zato ker se vse spreminja. Ker se je naša duša odločila živeti v času, ko bodo te večje spremembe se dogajale in ko bo zavest človeštva se spreminjala na način, da bo vsak, ki spremeni svojo dušno zavestno vibracijo v svetlobo, štel. Vsak šteje. Zato se nehajte valjati v strahu, v paniki, kdo vam lahko karkoli naredi, ampak začnite gledati, kaj lahko vi sami spremenite zase, kje morate postaviti meje, česar se ne smete več dotakniti, kaj je višek in vse, kar se dogaja v vašem življenju, se dogaja z razlogom, da se vsak zase ozavesti na način, ki mu je duša ga želela poslati. Astrološko gledano so se velike spremembe že začele dogajati leta 2008. Pluton, vladar podzavesti, podzemlja, mafije, skritih stvari. Slovenija ga ima v 10 hiši, v hiši usode, se pravi, vodi nas temna sila, skozi katero se bomo transformirali slej ko prej ali propadli. Vedno je tako, ali se transformiraš v kaj dobrega ali pa razpadeš in se spremeniš v osnovno silo, ki hrani zemljo. Se pravi, od 2008 je Pluton šel v Kozoroga, to je povzročilo zlom finančne borze Wall Streeta in vsi so bili v paniki, kaj bo vse to, kakšne bodo posledice, ampak ljudje so živeli, preden je bila finančna borza, preden se je špekuliralo z denarjem, preden se je plačevalo brez pokritja in obljubljalo karkoli, tiskalo denar. Ljudje so živeli pred denarjem tudi. Tako da ta kriza Plutona v Kozorogu je bila 14 let, Kozorogi so najbolj občutili skozi hrbtenico, osebne in drugačne probleme. In potem je prišla druga kriza, ki se imenuje Tretja svetovna vojna, vojna za pozornost, vojna za mind, vojna za naš To poteka že od leta 2020, 19 se je že začel, oziroma poteka že od leta 60, ko so v javnosti nehali predvajati dobro glasbo, nehali so predvajati dobre novice, prenehali so vse, kar je v človeku sprožilo zadovoljstvo, veselje in radost. Od leta 60 naprej, od takrat, ko je bila po drugi svetovni vojni, ko so se stvari
malo poštimale, so začeli groziti z ne vem kakšnimi stvarmi, imeli smo izredne ne vem kakšne vaje, ženske smo se učile streljati sicer zračno puško, ampak vseeno. V glavnem vse to je bilo v smeri strahu, da bi se bali nečesa, kar je bilo imaginarno. In to je pripeljalo do tega, da sedaj je Pluton v vodnarju, kar pomeni, da se transformira javnost, transformirajo se odnosi z javnostjo, transformira pa se tudi naš kar se bo še posebej pokazalo v naslednjih letih, ko bo tudi Uran, vladar idej, ki je zdaj v Biku, bo prišel 26. aprila 2026, bo vstopil v znamenje dvojčkov in potem je 7 let takšnih, ko bo potrebno spostaviti en jasen notranji stik s sabo. Kajti vaš vaša pozornost, vaša energija, to je tisto, kar je v bistvu vaše orožje ali orodje. Če ga usmerjate vi, če ste vi vladar svojega če se znate povezati s sabo, če znate povezati se s svetlobo, svojo pinalno žlezo, o tem bom govorila v naslednji tematiki za mesec marec, potem boste imeli zelo močen vpliv na svoje življenje v plus. Če pa sledite tem sprožilcem strahu, potem ste že na poti razkroja, panike, panično vlagate v stvari, ki so nerealne. V glavnem, ja, in tukaj zraven je pa še črna magija. Sistemi, vladajoča elita, ki si je dala sama, to ime elita ni, zame so elita AA plus sadike, najboljše sadike v sadjarstvu, ki zagotavljajo brez problematično rast in razvoj. Zame je to elita. Tako da ta vladajoča politična mafija, ki je sedaj na oblasti, to ni elita, sploh ni izbor sadik, če bi tako človek rekel. Sama izviram iz agronomije, pa mi je ta neka kvalitetna sadika naredi kvalitetne plodove. In naš vladajoči razred vsekakor ni izbor. Ni izbor najboljših, samo toliko, da ne boste zdaj verjeli, da vas bo nekdo od tam rešil, kajti to je prepreženo sistema, ki so vsi povezani na takšen in drugačen način, kajti sicer ne bi zraven bili. Verjamem, da z zavestjo človeštvo dviguje vibracijo in pozornost in zbranost in se bo prenehalo vladanje strahom, kajti v letu, ki ga v tem tisočletju strah ni več potreben. Vsega je dovolj za vse, če se bi vse porazdelilo, če bi se pametno znali pogovoriti, če bi upoštevali meje, tudi sosedov, če bi upoštevali pogovore, dogovore. Včasih ni bilo toliko pogodb, zdaj imamo take pogodbe, da v bistvu moraš biti skoraj da orožar, da se prebiješ čez vse, ampak v osnovi mi imamo takšne pogodbe, naše pogodbeno sodelovanje vi lahko 1. 3. v mesecu prekinete in nehamo sodelovati. Kajti nihče, noben papir vas ne more prisiliti v to, da želite sodelovati z nekom, s katerim ne želite. Samo toliko, da veste. V resnici gre za energijsko vojno v smislu za vašo energijo, za vašo pozornost in vaša naloga je, da se naučite biti zbrani. Naslednji video, ki ga bom v mesecu marcu bo šel ven, konec februarja, poglejte si ga in ne te videe gledati enkrat. Jaz verjamem, da povem vse žive prsmodarije zraven, kajti to pač nekako je del mene, to mi je moj lastno humor, kar sam to počnem. Tako da poiščite une bisere zase, poiščite, kar vas motivira in samo toliko. Črna magija zares obstoja, dokler ji mi dajemo veljavo. In ko v vas energije razpadajo, ko razpada preteklost, vse gre v fazo, to je Kafka rekel, ali raste ali pa gnije. Druge faze življenja ni.
Ali rasteš ali pa gniješ, eno ali drugo. Tako da ne čakati, da vam se tla spodmaknejo, ampak začnite svojo energijo usmerjati v svoje telo, v svoj dom, v svojo zavest, v svoje izobraževanje in ne iščite, kdo je še kaj kriv, ker jih je vsi skupaj. Vsi skupaj smo na tem, kako bi rekla, planetu kot duše se prišli učiti, da je res lahko raj na zemlji, ko nehamo ustvarjati pekel, kajti samo človek je tisti dejavnik, ki ustvarja takšno problematično situacijo. Ja, živali se pobijajo, eni so predatorji, drugi so žrtve, ampak se vzdržuje en naravno stanje in to je samo po sebi. Človek ne rabi posegati v ene stvari, se pa mora prilagoditi. In naša prilagoditev človeštva v tem trenutku in obdobju naslednjih let je zavest. Zavest, da smo svetloba, da ustvarjamo svetlobo. Pri tem vam poskušamo pomagati na 100 načinov z mesečnimi podporami, z večernimi zdravljenji, ki jih imate objavljamo datume v naši skupnosti na merkaba.si, tečaj Merkaba je. Če ste karkoli od nas skupili kot webinari in to, imate potem dostop do te skupnosti, lahko si sami skreirate profil in ste brezplačni v skupnosti, ne rabite nič kupiti, kajti tam ustvarjamo brez vplivov drugih sistemov, ustvarjamo svetlobo, ki vas lahko podpira pri tem, da ne klonete, ker ni enostavno ali biti sam v krogu ali pa obkrožen z malo čudnimi ljudmi, brez veze, da obsojamo drug drugega, veste, vsak ima svojo pot, svoj dušni zemljevid in s tem, ko druge obsojamo, spet sami sebi nižamo vibracijo, tako da na koncu se brigamo za svoj vrtiček in za skupno zavest, kajti ko poskrbimo zase, ko poskrbimo, da se dobro počutimo, da se dobro počutijo naši bližnji, naše rastline, živali, da smo nekako v harmoniji, s tem preprečimo, da bi vdor energij nižje vibracijskih povzročil kakršnokoli škodo. Zato tisti, ki ste pisali, da tole smo izdali lani že, paket za zaščito, zajema tale paket morate pustiti v celofanu, ne ga odpirati, kajti kristali so občutljivi, pirit stabilizira, drugače pa občutljivost na energijski pritisk takšna, da lahko kristal poči in se potem energije oziroma se razprši v prah, zato je v celofanasti vrečki, da to ostane, da vam ne smeti in če vi to prenašate po hiši in mahate s tem, seveda to ni črna magija, ampak fizična poškodba, ki se zgodi pri krhkem kristalu. Zraven prejmete cel kup teh deklaracij za zaščito, za sodelovanje in če ste panični, če se ne znate pobrati, če se vam zdi, da vam vsak dan nekdo vzame energijo, potem je to, kar potrebujete, ta paket z deklaracijami, kjer so jasne misli, ki jih usmerjate. Deklaracija, veste, ni afirmacija. Afirmacija je nekako usmerjanje k željam, pobožne želje, da bi se nekaj uresničilo. Deklaracija je pa razlika v tem, da jo ti izrečeš ali pa energija je usmerjena, malo drugače so formulirane, zelo so si sorodne. Deklaracija gre v to, da se ti odločiš, ko nekaj rečeš in usmerjaš energijo. In razlika je ta, da recimo, zato meni afirmacije ne grejo, če jaz rečem, recimo danes je lep dan, je v bistvu moj notranji glas, vsi imamo notranjega sogovornika, moj notranji sogovornik je nažalost ciničen, sarkastičen in ko jaz sebi rečem afirmacijo zjutraj, danes je lep dan, moj notranji ta sogovornik reče, ja, seveda bomo še videli. In vedno imam ta notranji sarkastičen dialog, zato vas razumem v tem in mi je tudi črni humor blizu, ampak energijsko pa moramo mi biti malo drugačni, če želimo pač nadvladati ta notranji cinizem, ki izhaja samo iz otroškega neidealnega stanja, kar pa ne verjamem, da ga sploh v Sloveniji kdo imel idealno. Tako da deklaracija je pa v smislu, da ti zjutraj rečeš, danes bom sodelovala z življenjem na polno. To je usmeritev ali pa danes dovoljujem svetlobi, da me vodi skozi dan.
To ni nekaj, kar ti odpreš pa čakaš, da pride, ampak ti usmerjaš energijo, ti se odločaš in zraven je tvoja volja in energija steče na drug način. To je bistvena sprememba in tisti, ki imate magični planer, imate v vsakem tednu primerno deklaracijo, kajti letos, ker je leto Merkurja, je zelo pomembno, da dobro razmišljamo, da dobro artikuliramo. Zato sem vesela, da nam pošiljate tudi te problematične maile, da vidim, kje vas čevelj žuli in vam potem lahko na tak način pomagam. Lažje mi je posneti video za veliko vas, kot vsakemu posebej odgovarjate, veste. Ker eno in isto pišem, eno in isto govorim že mislim, da 20 let, z malo večjo mojo zavestjo, z mojo močjo, ampak vseeno, tematika je ista, spraviti se moramo mi v red in ne slediti drugim dušnim potem, ker morate najti svojo zares. Tako da gurujstvo je pase, če imate v sebi vzorec, da bi radi nekomu sledili, sledite svoji duši. Ja, lahko sodelujemo pri tem, lahko imamo določene, recimo vsak sodeluje lahko ali z vrtnarjem, cvetličarko, za lepše vaše rože, ampak vse njih morate vi gojiti, vi zalivati, nekdo vam nekaj svetuje, vi pa morate potem s tistim početi nekaj. Tako da, če ste z mano na teh videih ali še kje drugje, veste, veliko vam lahko damo, ampak vseeno je kar nekaj na vas, da vzamete v svoj obzir. Tako da, če se vas je strah, zakaj vas je tega tako strah, v naslednjih korakih bomo imeli tudi v naslednjem videu imunski sistem na vseh nivojih, kjer se boste naučili brezplačno skozi YouTube kanal moj, zato se naročite, da ste dobili obvestilo, kdaj ga naložimo, boste se naučili, kako ta strah obvladovati, kako biti v sebi, kajti to je za vidik zaščite pred črno magijo edino smiselno. Dali smo ven tudi zaščitne kartice, 24 jih je, takle paketo zgleda. Zelo sem hvaležna vsem, ki ste napisali tudi nazaj rezultate, kajti so izjemni rezultati, nekateri simboli so večni že od civilizacij, nekateri so naši, novejši, ampak vsi simboli imajo določeno težo, zaščito, zato je fajn vedeti, kje in kako, na kakšen način jih uporabljate. Simboli, meditacije, energijska pomoč v kristalih, vse to je zaželjeno za takrat, ko vam je hudo, in da si ustvarite en varen prostor, kjer lahko potem znotraj sebe rastete, razvijate svojo notranjo stabilnost, svetlobo, da vas potem zunanje energije ne prerešetajo. Ampak lekcija, veste, in to, kje smo, na kakšni stopni smo pri sebi, vemo, ko preidemo določene težave. Nihče, ki se izmika lekcijam, ki jih mora narediti, s poznanjem, ki jih mora spoznati in želi živeti na star način, ampak samo, da bo dosti denarja, ljubezni, nič pa se nam spremenil, to ne gre skupaj. Varnost je v tem, da je ni. Sprememba je v tem, da je sproti. Se pravi, ni varnosti, ni nikogar, ki bi vam lahko zagotovil 100% ne vem kaj, razen vaše svetlobe. V vaši svetlobi je pa tako močna varnost in zaščita, da vam lahko vzamejo vaše fizično telo, pa vam nič ne morejo. Kajti svetloba je nad vso materijo, to ne pomeni, da morate skočiti in ne prehitro zaključovati življenja, kajti vsi tisti, ki še ne zavedate, zemlja je raj. Ko odmaknemo te frustracije, ki jih mediji in različne kakršnekoli energije sprožajo, začnite sodelovati z naravo, angeli, živalmi. To je najhitrejša, najboljša pot do sebe in do tega, da ustvarite harmonijo. Naslednjič torej o imunskem sistemu, o tem, kako se pripraviti do optimuma, da res dobro živite, kako se učiti sprejemati, dajati, da lahko potem zaživite bolj srečno življenje. Hvala vam za tole pozornost, hvala za komentarje in prosim, ne se straši. Tudi če vam kdaj obelodanimo kakšno tematiko, ki ni tako blagodejna, kot so angeli, ki ni tako blagodejna kot recimo svetlobne podpore, zlata doba, ampak samo toliko, da vemo, vsi moramo pogledati tudi v svoj
lonec, ki je pokrit z strahovi, z preteklostjo in slej ko prej pride na plano stvari, ki si moramo soočiti in velikokrat so to brez kakšne večje moči. Thomas Jefferson je rekel, da od 100% strahov, ki jih ima človek, je garantira, da se jih 99% ne izpolni nikoli. Tako da se pravi, 99% strahov, ki jih imate, je brezveznih. Ok? Srečno.